S pomočjo nekdanjih rudarjev in predmetov, ki so jih prispevali, ter umetnega rova, ki so ga uredili, so omogočili vpogled v delovanje rudnika in težko življenje rudarjev. Kot pravita nekdanja rudarja, danes vodnika v muzeju, obiskovalce najbolj zanima: kako smo kopali, kako globoko smo bili, kak je bo opremo, kakšna mehanizacija, kakšna oprema je bila v rudniku. Najbolj mi je zanimivo ustroj, ki je sred rudnika, ki so si z njim pomagali pri kopanju rova. Pa v bistvu vse je dosti zanimivo, razloži vse, kako so delali v njemu, podobno stvar. Pa si predstavljaš, kako je to bilo? V bistvu si ne. Danes, ko je na območju nekdanjega rudnika zrasla industrijska cona, si je res težko predstavljati, da je bil tam nekdaj rudnik. Kaj šele, kako so delali pod zemljo, so menili mnogi, ki so se udeležili slovesnosti o 5. obletnici muzeja, ki ga upravlja Črnomaljska območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Ne moram reči, da smo zelo zadovoljni, ker si želimo seveda, da bi bilo obiska več. Čeprav beležimo spomladi, jeseni kar veliko šolskih skupin, upokojenskih skupin, tudi turistov iz drugih krajev, tako da vsako leto tam nekje od 1500 do 2000 ljudi, kar tudi ni tako slabo. Res pa je, da vzdrževanje takšnega muzeja zahteva kar nekaj denarja, pravi Vukšiničeva. Poglejte stolp, kako izgleda. Njega bi trebalo prebarvati. Čim prej, drugače se bo zrušil. Mogoče jim bo pomagal Perk Mandelc, rudarski škrat, ki so ga ob obletnici postavili v rov. Pravijo, da je nekdaj pomagal, včasih pa tudi ponagajal rudarjem. Jaz sem skoraj že vzel knjižico in šel stran, pa me en star rudar spasal. Je rekel, se ni res, to je pravi tak. Sedaj, ko rudarjev ni pod zemljo, pa bo Perk Mandelc najbrž nagajal obiskovalcem umetnega rova.